Smo zdaj pri zadnji točki in sicer tukaj v zadnji točki imamo pa predstavitve dijakov pa študentov z teh šol, ki sodelujejo z nami v projektu. Kot smo rekli, vse 3 predstavitve prihajajo iz Maribora in začeli bomo s prvo predstavitvijo, to je Višja prometna šola Maribor. In sicer z nami so študentje 2. letnika Višje prometne šole Maribor, študijskega programa Varstvo okolja in komunala. Vodji sta Aleksandra Šimenko-Golob in Miha Gotovnik, mentorica njihova je magister Vlasta Ojsteršek in projektna naloga je mikroplastika včeraj, danes in jutri. Tako da jaz bi kar predlagala, da začnemo. Zdaj Aleksandra ali Miha, kdorkoli od vaju bo tole predstavljal, se vklopite mikrofončke in lahko pričnete. Mi vas poslušamo. Super, najlepša hvala. Torej, tako kot se nas predstavili, mi smo študenti 2. letnika Višje prometne šole, Varstvo okolja in komunala. Naša profesorica Vlasta Ojsteršek nam je letos dala eno posebno nalogo, glede, da bi pač vklopili to našo projektno delo glede tega našega projekta, ki smo zdaj tu sodelovali. Torej, mi smo se odločili, da bomo predstavili naš projekt, ki smo mu dali naslov Mikroplastika včeraj, danes, jutri. Torej, lahko naprej. Zdaj, Miheta ni. On je zdravstveno odsoten, tako da prvi slajdi so njegove, jaz bom samo malo povzela, ker nisem točno njegovega dela točno poštudirala, ampak vsaj malo bom opisala. Torej, plastični izdelki nas spremljajo doma, šoli, zdravstvu, v trgovinah. Plastični izdelki pa zelo škodljivo je seveda na nas in na naše okolje, ampak življenje brez plastičnih izdelkov si skoraj da ne moremo več predstavljati. Na srečo pa prihaja do alternativnih izdelkov, ki pa niso iz plastike, ampak iz materialov, ki so okolju bolj prijazni. Pomembno pa je tudi, da se plastika, ki se uporablja, v čim večji meri reciklira. Plastika se uporablja na veliko področjih. V našem življenju uporabljamo kot embalažo, hiše, elektronskih, električnih naprav, v modni industriji kot oblačila, v industriji avtomobilov. Torej, uporaba plastičnih vlaken, torej poznamo poliester, ki je sintetično vlakno izdelano iz poliesterskih vlaken na osnovi nafte. Potem je polietilen, ki se uporablja za mnogo cenenih izdelkov za vsakdanjo rabo, kot so plastične vrečke, kozarčki, je najpogostejša plastika. Svetovna proizvodnja, tako smo že danes slišali, okrog 80 milijonov ton letno. Polivinilhlorid, to so recimo cevi, okenski okvirji, talne obloge, je sintetičen plastičen polimer vinilhlorida in je tretji najbolj množično proizvedeni tip plastike. Potem je polipropilen, ki recimo je embalaža, ohišje električnih naprav, avtomobilski odbijači, je plastičen material z dobro kemično odpornostjo, visoko mehansko in natezno trdnostjo. Potem pa še imamo poliakril ontiril, lahko naprej. Potem mi smo nekaj ugotovili, recimo nekaj statistika uporabe mikroplastike. Nastanek mikroplastike, to je bilo v Mihetovi domeni, ampak mislim, da je bilo že daljnega zelo dolgo nazaj, ko so neki ljudje, ko so igrali ta namizni, kako se reče, no, zdaj se ne morem spomniti. Biljard. Točno, biljard, ja, in so iskali alternativo slonjim tem oklom, ko so imeli kugle in so iskali alternativo in so potem prišli do izdelka plastike, tako da so nadomestili to slonje oklje z uporabo te plastike. Največ mikroplastike je v embalaži. Recimo leta 2009 je bilo okrog 45 tisoč ton,
leta 2020 pa že 49.000 ton. Čisto vse številke te mikroplastike iz leta v leto naraščajo. V gradbeništvu je prav tako kar velik del procentualno mikroplastike zrastel iz leta 2009, ko je bilo samo 2,4%, na 2020 že 20%. Potem v avtomobilski industriji ta delež se ni glih dosti zvišal, ampak se zvišuje postopoma, ter tudi v elektroniki. Da pa bi kako bi rekla, se omejili pri uporabi mikroplastike oziroma da ne bi okolje onesnaževali z mikroplastiko, jo moramo prepoznati, oceniti, zmanjšati, ljudi okrog sebe ozavestiti in razumeti problem, ki nastaja pri mikroplastiki. Torej mikroplastika se pojavlja v vse večjem obsegu okrog nas in se vrača nazaj k nam v obliki izdelkov, ki jih uporabljamo in uživamo. Torej, ko se ozremo okoli sebe, imamo pred očmi takoj več 10.000 plastičnih izdelkov oziroma predmetov. Mikroplastika, to gre za delce velike od nekaj mikrometrov do nekaj milimetrov, tako da od 20 mikrometrov tam do 1 milimetra oziroma vsi kosi, ki so manjši od 5 milimetrov, spadajo pod mikroplastiko. Do zdaj je bila mikroplastika najbolj raziskana v morskem okolju, kjer je bilo evidentiranih največ njenih delcev. Plastika v morskem okolju zaradi dolge življenjske dobe razgradnje predstavlja veliko grožnjo ekosistemu. Delce mikroplastike zaužijajo različni organizmi, od velikih sesalcev, kot so kiti in drugi morski sesalci, morske želve, ribe, morske ptice, do najmanjših nematodov, to so morske gliste in školjk ter kaki rakci. Naredili so tudi analizo 90 rakov iz najglobljih jarkov Tihega oceana, to je Marijanski jarek, ki je z 10.890 metri globine najodročnejši del svetovnih oceanov. Ugotovili so, da vsak rak zaužil neko obliko umetne snovi, med drugim najlon, PVC ali PVA, v nekaterih primerih pa je bilo vlakna dejansko možno videti v vsebini želodca. In tako ti delci, ki jih živali zaužijajo, potujejo v prehranjevalni verigi do različnih vrst živali. Torej mikroplastika se v prebavnem traktu živali lahko kopiči, zraven pa se še sprostijo dodatne snovi, kot so ftalati, ki so vezane na delce mikroplastike, in tako mikroplastika deluje kot nek nosilec onesnaževal. Eden izmed najbolj verjetnih vplivov mikroplastike na živali je vpliv na prehranjevanje, kopičenje v črevesju ter posledično na energetske rezerve živali. Povzroči lahko tudi fizično blokado ali pa poškodbo prebavnega trakta, lahko pa tudi pride do zastrupitve, bodisi zaradi sproščanja kemijskih komponent plastike v organizme, bodisi zaradi zaužitja ter akumulacije že v vodi absorbiranih kemikalij. Torej ljudje vsako leto v oceane in morja odvržemo več kot 8 milijonov ton plastike. Po ocenah je do zdaj v morju že končali okrog približno 300 milijonov ton smeti. Do leta 2050 bi naj bilo v morju več plastike kot rib. V oceanih naj bi bilo okoli 51 bilijonov plastičnih mikrodelcev, kar je 500-krat več od števila zvezd v naši galaksiji. Nekaj smo že tudi zanimivosti navedli, tudi na predavanjih smo že slišali, da se samo 5% nafte uporabi za izdelavo plastike, ostalih 95% pa gre za izdelavo goriva. Torej v tej količini plastike, ki jo najdemo v oceanih, pa je kar 35% mikroplastike. Tudi zadnjič na prejšnjem predavanju smo ugotovili tudi, da mikroplastiko najdemo v kozmetiki, to je recimo puder, čistilni geli, pilingi, prav tako v čistilih, zobnih pastah, ustekleničeni vodi, otroški hrani, sadju, oblačilih. Tako kot sem rekla že, da mikrovlakna najdemo v prehranjevalni verigi živali,
in da s tem, ko mi pojemo te živali, pride tudi mikroplastika v naše telo. V raziskavi medicinske fakultete v New Yorku so našli mikroplastiko celo v blatu dojenčkov. To pomeni, da so dojenčki zaužili preko matere, ko so pili njeno mleko, ne. To pomeni, da že matera že ima v telesu mikroplastiko. Človek zaužije do 5 gramov mikroplastike na teden. Torej mikroplastika v telesu lahko povzroča različna vnetja, vpliva na presnovo. Recimo ena taka zanimivost je, da ob enkratnem umivanju obraza spustimo v okolje kar 100.000 delcev mikroplastike. Tekstili sintetičnih vlaken se na letni ravni obrabi kar za 80 gramov mikrovlaken na prebivalca. V 5 letih bi lahko napolnili kar 5 olimpijskih bazenov, recimo z mikrovlaknami iz sušilnega stroja. Mi študentje smo naredili tudi praktičen preizkus nastanka odpadnih mikrovlaken oziroma mikroplastike. Uporabili smo za naš praktični poizkus oblačila iz poliestra. Torej, uporabili smo jopico in šal ter rokavice. Vsa oblačila smo zdrgnili z enim takim strgalom, ki nam je naša profesorica priskrbela. Podrgnili smo na suho in na mokro, to pomeni, da suho smo drgnili, da smo dokazali pač, koliko se dejansko oblačila ob nošenju porabijo in koliko teh mikrodelcev oziroma mikrovlaken stopi v okolje. Mokro pa je pač bilo preizkušeno, kaj se dogaja z oblačili v pralnem stroju. Zavzeli smo recimo za preizkus, da smo oblačila podrgnili 144-krat na tistih delih mesta, ki se pač najbolj obrabijo, recimo jopica na predelu komolcev in na predelu trebuha. Šal smo pač vseeno pač po enem delu smo podrgnili in na rokavicah na sprednjem delu. 144-krat smo vsako stvar podrgnili. To smo predvidevali, da oblačilo imamo 2 leti doma, da recimo 2-krat na teden nosimo, 1-krat na teden operemo. In recimo teža jopice je znašala 50 gramov. Ko smo podrgnili, je bil ta izčesek 1,25 grama. To pomeni, da se je jopica obrabila za 2,5% in vsa ta vlakna pri suhem drgnjenju so pristala v zraku oziroma lahko smo jih vdihali ali pa so padala pač na tla in s tem, ko ta mikrovlakna padajo na tla, pride dež in spira v vodna telesa in tako pride mikroplastika v okolje. Tudi rokavice smo podrgnili prav tako 144-krat, težke so bile 17,92 gramov. Izčesek nastrganega materiala bil 0,34 grama, kar je tudi 1,9% obraba. Prav tako smo oblačila podrgnili v mokrem stanju, kar je predstavljalo, koliko se dejansko oblačila obrabijo v času, ko se oblačilo pere v pralnem stroju. Potem smo naredili preizkus tudi, kako ta mikrovlakna vstopijo v okolje preko pralnega stroja. Torej mikrovlakna so dosti lažja od vode, tako da se ne potopijo takoj in dokazali smo pač, da z centrifugalno silo se začnejo ta mikrovlakna potapljati v vodo in potem pride ta mikrovlakna v vodna telesa, se spustijo preko pralnega stroja. Našli pa smo tudi eno slovensko startup podjetje, ki je razvilo poseben filter, ki se namesti na pralni stroj, na tisti del, ko se voda izpušča iz pralnega stroja, da zadrži ta vsa mikrovlakna in potem se da ta filter pač občasno vzame dol, sčisti, se vzamejo ta mikrovlakna ven in se odložijo v
v odpadke, pač v mešane komunalne odpadke. Tako da se že pač v tej smeri pač gradimo, da se pač obvaruje okolje pred to mikroplastiko. Torej, kaj svetujemo, da okolje ostane zdravo? Torej, kupujmo čim manj plastične embalaže, plastično embalažo skrbno mečimo v koš za plastiko, ne odlagajmo plastičnih odpadkov v naravi, ne mečimo paličic za ušesa in drugih drobnih plastičnih toaletnih odpadkov v toaletno školjko, izogibamo se kozmetičnim izdelkom, ki vsebujejo mikroplastiko, v večji meri pač se izogibamo uporabi sintetičnih oblačil ter ozaveščamo ljudi okoli sebe o posledicah uporabe plastike za okolje in ljudi. Evo, to pa je z naše strani. Odlično in najlepša hvala. Tole je bila Aleksandra Šimenko-Golob, ki si res zasluži eno veliko pohvalo. Prav tako tudi mentorca gospa Vlasta Ojsteršek in pa vsi študenti drugega letnega Višje prometne šole Maribor, ki so naredili tole res zanimivo raziskavo. Tako kar fascinirana.